Zadnja tekma sobote je potekala v Kopru, kjer so domači Kanarčki pričakali Celjane. Grofi so po uvodnem porazu proti Olimpiji dvakrat zmagali in imajo 6 točk, medtem ko so Koprčani doma premagali le nogometaše Aluminija, poleg tega pa beležijo še 2 poraza. Tole je bila prva akcija tekme in priložnost za domače. Belima je bil pri strelu, ampak na pravem mestu gostujoči vratar Kotnik. Še napad za Koprčane, ki so bili boljši, tokrat je streljal Valencia, dober natančen strel, ampak na pravem mestu Matic Kotnik, ki je žogo uspel še enkrat več odbiti. Naslednja kombinacija za rumene, podaja z desne in odličen strel, tokrat strel Belime, potem pa še Štromajer, ki je žogo poslal nekoliko čez gol in zapravil res izjemno priložnost. Potem pa kazen za vse zapravljene priložnosti, poskus daleč odbita žoga in na koncu prekršek nad Matejem Podlogarjem. To je bil prekršek za 11 metrovko, na katero je pokazal glavni sodnik, in 11 metrovka za Celje v 26. minuti. Simčič je podaril Podlogarja, ki je bil spretnejši in hitrejši od vratarja Kopra. Takole je bil nekoliko nespreten Vasja Simčič in podaril Mateja Podlogarja, ki je stržil 11 metrovko. K žogi je stopil Lovre Čirjak in je bil izjemno natančen. Tokrat gol za Celje in 0:1 v 26. minuti. Celjani so povedli na bonifiki še v tem prvem polčasu. Po nekaj priložnostih vendarle kazen za Koprčane in prednost gostov. Ampak domača ekipa se ni predala in kmalu so napadali naprej, imeli so še naprej pobudo v tem prvem polčasu. Tole je že nova kombinacija po točno pol ure igre, priložnost za domače Koprčane, odbita žoga do Ibričiča, ki je lepo preigraval in meril dovolj natančno in pokazal svoje bogate izkušnje. Takole je zadel dolgi kot vratarja Kotnika za 1:1. Tekla je 30. minuta in Ibričič je poskrbel za izenačenje na bonifiki. Lepa reakcija Bosanca in izjemno natančen strel v dolgi kot Kotnika, ki je bil tokrat nemočen. Ogromno izkušenj si je prigral v svoji karieri in tudi igral za reprezentanco Bosne in Hercegovine, takole pa je izjemno natančno meril in premagal Kotnika za izenačenje. Drugi polčas je najprej velika priložnost za Celje, najprej vratnica Čirjaka, potem pa odbita žoga v mreži, ampak gol je bil razveljavljen zaradi nedovoljenega položaja in ostala je pri 1:1 iz prvega polčasa. Izjemen prosti strel in tudi obramba Vasje Simčiča, ki je žogo uspel odbiti v vratnico, potem pa zadetek v mreži domačega moštva, a tale gol ni veljal. Marin Glavaš je zapretil kot naslednji, strel z glavo po podaji pred vrata in tokrat lahko delo za Simčiča. Ob koncu tekme nevarni Koprčani, najprej je streljal Valencia, nekaj centimetrov mimo, izjemno blizu je bil zadetku, a ostala je pri neodločenem rezultatu, potem pa še en strel proti vratom in tole je bila izključitev nogometaša Celja. Janez Pišek je na golovi črti igral z roko in prejel direktni rdeči karton in velika priložnost je bila to za zmago nogometašev Kopra, kajti izključitev igralec več in še 11 metrovka povsem na koncu tekme. Janez Pišek je igral z roko in moral predčasno z igrišča. K žogi je stopil Ibričič in zadev v 86. minuti, izjemno natančno izvedel 11 metrovko in nogometaše Kopra pa peljal do prednosti 2:1. 2 gola za izkušenega nogometaša Koprčanov, takole je premagal Kotnika, poslal ga je v eno, žogo pa v drugo stran in Koper je zabeležil še drugo zmago pred domačimi gledalci. Golov več ni bilo, tudi ne pravih priložnosti.
Tekma se je končala z zmago domačega moštva, ki so na koncu vendarle imeli nekaj več priložnosti in strelov ter dosegli pomembne 3 točke v boju za visoka mesta. Hvala i ja bih rekao jedna veoma teška utakmica gdje smo otvorili dobro. Izjemno težka tekma, kjer smo dobro štartali, potem pa prejeli gol iz 11 metrovke, ampak pokazali smo karakter, ogromno željo in potrpljenje, ko je bilo to najbolj potrebno. Ampak dejstvo je, da smo danes videli pravi Koper, kot bi ga želeli gledati tudi v prihodnosti, in danes se je to izplačalo. Zmagali smo in dosegli velike pomembne 3 točke. Danas na terenu i na kraju to se isplatilo i pobedili smo nas. To ni bil, mislim, da prvi polčas je bil Koper boljši, drugi polčas mislim, da smo mi bili boljša ekipa, imeli 2-3 100% priložnosti in dobili ta gol iz prekinitve. Na koncu vsak mu po en polčas, Koper je dosegel 2 zadetka, jaz mu čestitam za zmago, mi se moramo pa zdaj obrniti Radomljam, nič slabega, jaz mislim, da drugi polčas je vodilo za naprej.